Ta teden bi v Kranjski Gori morali, ko ste ravno omenjali Gorenjsko, seveda, spremljati smučarske tekme na Pokalu Vitranc, ki pa so žal odpadle zaradi pretoplega vremena. Pa kako to narava to naredi? Kako je to kruto? Marcije, mogoče zato, a ne? No, so pa organizatorji kljub temu uspeli izvesti tekmovanje v nekem drugem, tudi zelo zanimivem športu, pa predlagam, da se preselimo kar v Kranjsko Goro, odkuder se nam javlja naš reporter Miran Alešič. Miran, se slišimo, kaj je novega v Kranjski Gori na Vitrancu? Miran, se slišimo? Ja, slišimo se. No pa kaj je zdaj? Ja, lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem s podkorenske strmine v Kranjski Gori, kjer se bo začela predzadnja tekma v letošnji sezoni svetovnega pokala v nabiranju regrata. Naj povemo, da je za prvi tek regrat zavito zakoličil Ante Kostelić, kjer je pričakovati kar veliko osip tekmovalcev že v prvem nabiranju oziroma v prvem teku nabiranja. Štartno številko 1 pa je že na štartu naš domači Adudža Kranjec. Ni mu neznan kranjsko-gorski regrat, čeprav ga je do sedaj najbolje zaužil Adelbodnu iz Albahu. Njegov serviser je ostro nabrusil Kranjčev nož in pričakovati je kar dober rezultat je že na progi in v strmini mu gre izvrstno. Dobro je ujel menjavo ritma in zdaj je lepšo pregrata. Po mojih ocenah za saj 5 evrov na ljubljanski tržnici in žar je že na prvi ravnini, kjer pa se je popolnoma izgubil. Popolnoma se je izgubil Žak Kranjec, odpadel mu je nož, drama na podkorski strmini in se je prekucil strmino. Kranjec je ostal brez košare in vmes pohodil regratovo lučko. To bo diskvalifikacija, to bo zagotovo diskvalifikacija. Nič ne bo od današnjega zaključka. Vmes pa mi je režija že ponuje izjavo Mitja Kunca. Režija, prosim, izjavo. Ja, kak bi rekel, na Vitrancverju smo provali, da bi downloadali sneg iz avstrijskih ledenikov, pa je v torek Facebook dol padel, pa Instagram, pa Messenger, tak da se ni dalo nič zmeniti. Smo klicali potem preko Ilona Muska po walkie-talkiju, je rekel, da je zadosti snega na Marsu, po več metrov, samo bi bilo potrebno počakati, da se baterije na novih raketah nafilajo, ker je moral ta teden trogati novo posadko na mednarodno vesoljsko postajo. Ta sonda pa pride nazaj šele čez kak teden in za Vitranc bi bilo to prepozno oziroma je prepozno, žal. Ja, hvala lepa Mitji Kuncu. Naj povemo, da je zdaj štartno številko 2 na vrsti prvi favorit Švicar Marko Odermatt. Švicarski regrat genij brez noža in košare kot ostali tekmovalci. Dobesedno Marko Odermatt rije po vitraški strmini, ne ujite, muritješo pregrata. Že vidimo transparente v cilju Gema Marko Odermatt. Tisoči navijači nabijajo oziroma gledajo njegovo nabiranje regrata s golimi rokami, vključno s koreninami, po mesec času pa ima že pri sebi saj po moji oceni 3 kg zelatega dela in saj kilogram korenin v strmini ni za seboj pustil niti bilke in to bo najboljši trenutni zid. 55 evrov za ljubljansko tržnico najmanj. Mislim, da je letošnja lovorika regratove lučke že oddana, sedaj pa v studiu pozdravljam izjavo bivšega svetovnega smučarja Avstrijca Hermann Mayrerja. Prosim, izjavo. Jo, ich hab cirka vorne unter Tolle und Tatuage. Zelo sem vesel, da lahko spremljamo tekmovanje. Regrat obožujem, najraje z ocvirki in krompirjem, kar mi je omenjena prehrana tudi omogočila, da sem osvojil svetovni pokal. No, torej na štartu pa je že Hrvat Filip Zubčić, nekako tekmovalec, nekako konkurent Marka Odermatta in našega Žana Kranjca. In poglejmo, kako se bo znašel na postavitvi Ante Kostelića.
Filip je pa že na štartu zmeden. Dežne kaplje, ne samo dežne kaplje, ne pozna reglata. Ne pozna reglata, Filip Zubčič, kljub temu, da ga za Odermatom ni ostalo kaj dosti. Kaj ti na Hrvaškem slišimo njegovo bentenje? Kaj ti na Hrvaškem Regrat ni tako popularen kot pri nas? Vidimo, Filipa Zubčiča že nabira izven proge v gozdu pri Viteški strmini. In Filip se je odločil za nabiranje hrena, kaj ti bližajo se velikonočni prazniki. A to bo žal odstopin. Drugi tekmovalec, brez uvrstitve, jasno, nadeguje, jasno, Filip Zubčič in zmagovalec je Marko Odermatt, jasno, tako kot že na vseh tekmah doslej, pobral je največ regata od aktivnega nabiranja, pa se danes poslavlja tudi naš nekdani poklicni nabiralec te rastline Štefan Hadelin, katerega bo Marko Odermatt počastil z veliko skledo regratove solate z vročim krompirjem, jajci, bučnim oljem in domačo švicarsko slanino. Toliko za nekaj s Podgoriške strmine, Milan Ašič.